Živjo, ena tema za pogovor in debato, in sicer spomnim se že ful let nazaj, ko sem bil v eni čakalnici in je bila tam ena mama z, ne vem, 3-4 leta staro punčko. Ta punčka pač je bila skus v čakalnici, ampak je hodila okrog, se pravi, odkrivala je, ne vem, letake razne, kar je bilo tam, revije je listala. In njena mama reče: "A si lahko, prosim, tukaj pa sediš pri mir, ker sva se zmenile, da boš pridna." In v moji glavi se je začel tak pol proces, ne. A tu, če odkrivaš nove stvari, če odkrivaš, kaj te veseli, če greš pa pogledaš neko stvar, a to pol pomeni, da nisi priden? Zdaj, drugo je, če zaradi tega škodiš drugim osebam, če škodiš sebi, da je to neka taka zadeva, kjer škoduješ ljudem, ampak če pa lahko na ta način nekaj pridobiš, če lahko zrasteš, če veš, da je to, kar odkrivaš, dobro zate, pa dobro za soljudi, mogoče partnerja, poslovnega partnerja, otroke, starše, zakaj bi bilo pol to slabo? Zakaj bi bil potem nepriden oziroma poreden? In potem sem razmišljal, kakšna prepričanja bo dobila ta punčka zaradi te mame, in ko bo zrastla, ko bo hotela odkrivati nove stvari. A mislite, da to lahko vpliva na njo, ker ko bo hotela odkrivati nove stvari, bo imela v glavi prepričanje, da ni pridna, da zaradi tega, ker hoče nekaj novega probati, odkriti, je zaradi tega slab človek. In mi je dalo kar misel, da v bistvu koliko prepričanj dobimo, ki si jih niti ne zavedamo in jih moramo kasneje spreminjati, če se jih seveda zavedamo. In na tak način dobimo iz sveta oziroma iz okolice ogromno nekih vrednot in prepričanj, ki mogoče niti niso naše, ampak so od drugih ljudi in okolice okrog nas. In tle je zdaj v bistvu dobro vprašanje, a potrebujemo mi to za naš napredek, a je to, kar nam nekdo da v tistem trenutku pač dobro, pa mogoče za naše življenje za naprej slabo, ali je mogoče v tistem trenutku slabo, pa je dobro za naše življenje kasneje. Zdaj, odvisno, kakšna so ta naša prepričanja, odvisno, kakšne so te vrednote, odvisno je, na kakšen način potem oseba kot človek raste, v kakšnem okolju je, ker še vedno se je treba zavedati, da nekateri ljudje bodo mogli odkrivati svet skozi svoje izkušnje. Največja težava je, kadar ob tem prizadanejo še druge ljudi ob sebi. Če so to starši, partnerji, in ko naredijo neko odločitev, ko sprejme odločitev, da bodo nekaj naredili, se mogoče v tistem trenutku niti ne zavedajo, da to lahko slabo vpliva na njihovo okolico in tudi na njih same. In ponavadi do tega zaključka pridejo kasneje, nekateri niti ne pridejo. Zdaj pa, prej kot pridejo do tega znanja, da mogoče to ni bila glih najboljša odločitev, in če se z tega nekaj navadijo, je to seveda dobro. Zdaj, če pa ne vidijo, da so škodovali drugim in mogoče vidijo samo svoj napredek, kljub temu, da so drugim škodovali, je pa vprašanje, ali bodo to videli kot slabo ali kot dobro, ker če so sami napredovali, bodo mogoče jemali to kot: "Sej to je bilo pa v redu, ker sem zrastel kot človek." In moje vprašanje je pol tudi tukaj, a je možno zrasteti na istem področju na tak način, da ne škodujemo drugim, pa še vedno lahko zrastemo. Ker jaz še zmeraj mislim in nekako imam seveda spet moje prepričanje, da so zmeraj poti, različne poti do istega cilja. In
sam sem človek, ki bom vsaj poskušal, ni nujno vedno naredil to, ampak poskušal odločiti se ali pa narediti tako odločitev, da bi sam napredoval in da bi drugi tudi lahko ob meni zrastli ali pa videli napredek, oziroma da jim vsaj ne bi škodoval. In ja, to je seveda moje prepričanje, da je to pač dobro zame in za okolico. Če pa je to res, je pa spet vprašanje, spet debata. No in da se vrnem nazaj potem k tej punčki, ne. Ta punčka seveda pol se je malo upirala, ni hotela se takoj usest in je pač rekla: mama, sva se zmenili, da ko prideva sem, da boš pridna. In tle je spet neka meja, ne, kje je zdaj tista meja in kaj je zdaj tle biti priden in kaj ne biti priden. Ker ljudje imamo različno stopnjo, kaj je za nekoga priden. Ker če boste vprašali nekoga, ki je vzgojen v okolju, da ima veliko ovir oziroma da nima toliko prostih rok, je za njega biti priden mogoče to, da sedi pri miru in ne dela nič. Za drugega je lahko biti priden to, da sedi pri miru, vzame knjigo in jo bere. In je mogoče priden zaradi tega, ker bere knjigo in pridobiva znanje. Za tretjega je lahko biti priden to, da mu da nekdo telefon, neko igrico, YouTube, in da on gleda posnetek in je priden, ker je pač zaradi tega pri miru. Za nekoga drugega je lahko biti priden, da vstane, gre mogoče do neke revije in jo lista. In je priden. In kar hočem povedati je, seveda različne vrednosti oziroma različne tiste stopnje pridnosti imamo lahko. Ker za nekoga biti priden lahko tudi pomeni, da teka po stanovanju gor pa dol, pa nič ne razbije, je še vedno priden. Tako da različno gledamo na različne situacije, različno gledamo na svet, glede na to, koliko smo bili tudi mi sami vzgojeni in na to, v kakšni okolici rastemo. Ker ista zadeva, mogoče v neki državi, pomeni dobro zadevo, v neki tretji državi pa slabo zadevo. Tako da, moje vprašanje tukaj je, a je ta punčka res bila poredna, ali je bila še vedno pridna? In kako mislite, da vpliva vse to na nas in na našo rast, na naše življenje, taka prepričanja, ki nam jih okolica da? In ali smo pol pripravljeni brisati, radirati vsa ta prepričanja, ki nam škodujejo, in na kakšen način jih brišete, na kakšen način jih radirate, mogoče spreminjate, da so potem vam koristna. Toliko mogoče za danes, no, pa me res zanima vaše mnenje, mogoče spodaj v komentarju povejte, kakšno je vaše mnenje. Če pa se želite naročiti, če želite več takih videov pogledati, si pa tukajle kliknite, pa se boste naročili in v nadaljevanju zagotovo še kakšen podoben video pride. En lep prekrasen dan vam želim. Čau, čau!